Ideja za tole razstavo je prišla, v bistvu se je porodila med enim poglobljenim ogledom Viteške dvorane pred nekaj let, ko je vodička omenjala kar neverjetne zadeve, poglobljene iz življenja teh božanstev, ko je poskušala povezati na pravi način te 4 elemente in meni kot fiziku se je porodila ideja, da se pravzaprav ista ta lepota da zazreti skozi naravoslovje, ki je vidimo naravoslovci, in da se da povezati to dvoje. Torej, najlepša baročna poslikava na Slovenskem z v bistvu fizikalnimi elementi oziroma temom 4 elementov. Ideja, ki me je vodila, izhaja iz tega, da ljudje imamo preveč teoretičnega znanja. Zato ste opazili, da na razstavi je izredno malo besedila. To, kar sem hotel poudariti, je, da ljudje čim več v bistvu porabljajo sami te 4 elementi, eksperimentirajo z njimi, ne, in jo zavestijo v bistvu tisto lepoto, ne, ki ob tem v bistvu se dogaja, ki je srečujejo. Moram reči, da v bistvu tole idejo sem povedal direktorici muzeja, ne, gospe Černelič Krošelj Alenki, in je nek način pravzaprav takoj kot tudi veliki inovator v bistvu zazrla tole resnico, zazrla to idejo, na nek način se poglobila, prepoznala, bolj natančno rečeno, gospa je prepoznala tole idejo in tukaj je padel dogovor, da začnemo z realizacijo take postavitve. Pripravljali smo več kot leto pa pol približno, mi smo v bistvu razstavo, oziroma bolj natančno ta interaktivni eksperimentalni dogodek, smo hoteli v bistvu realizirati lani, ampak za COVID žal ni šlo. Sporočilo tega dogodka je zelo preprosto. Obiskovalci eksperimentirajo, spoznavajo 4 elemente, ozaveščajo te elemente v naravi in v sebi, kajti ti elementi niso samo povezani v bistvu z fizikalnimi ali kemičnimi lastnosti, povezani so seveda z obdobjem našega življenja. Ko smo mladi, smo polni energije, se pravi, imamo ogenj, ko smo starejši, pa imamo eno modrost, takole, ne, lažje zazremo stvari, ne, tako kot vodna gladina ali čutimo eno lahkotnost kot zrak. Povezani so tudi z tipi, ne, kot pravijo v psihologiji, s tipi ljudi, ne, ali je kdo melanholik, kolerik, mogoče. Vsak nekaj najde lahko na tem dogodku, vsak se lahko prepozna. Bistvo tega je, da odidemo spremenjeni, da poskušamo zazreti to harmonijo tudi v bistvu na področji, ki nam niso blizu. Od tukaj ta ideja združiti. Če bi moral v bistvu narediti neki rezime in sporočiti, kaj predstavlja tale dogodek, bi lahko opisal z 2 besedama: lepota in sodelovanje. Lepota in sodelovanje, kot tretja lastnost bi dal potrpežljivost. Mislim, da so to 3 zadeve, ki danes še kako rabimo na vseh področjih, ne. Hvala lepa in iskreno dobrodošli tudi vi, da v bistvu preizkušate, da vidite tole razstavo, da doživite in seveda odnesete vsak od nas posebej v svoje življenje, ne. Dobrodošli v našo interaktivno dogodivščino Harmonija 4 elementov, ki smo jo naredili v bistvu v povezavi s poslikavami baročne dvorane, Viteške dvorane, Posavskem muzeju Brežice. Izhajamo iz Rembrandtovih poslikav, v katerih je skozi grško-rimske antične motive tudi vpleto zgodbo 4 elementov. In ideja je bila, da te 4 elemente raziščemo na čim bolj interaktiven način, oziroma da povežemo v bistvu umetnost in mogoče naravoslovje, fiziko. Tukaj smo na samem vhodu pri elementu Zemlja in občudujemo en od najbolj slavnih posnetkov Zemlje, ki je narejena tam v začetkom 80-ih letih, ko je Voyager 1 zapuščal naše osončje, zadnjič je obrnil kamero in tale mala bleda pikica v bistvu predstavlja tisti planet, na katerem živimo, nimamo pomoči od drugod, prepuščeni smo sami sebi, na tem planetu živimo vsi in pravzaprav imamo vsi skrb, da enostavno ohranjamo tisto naravo, da ohranjamo, da spoznamo naravne zakone, jih uporabimo sebi v prid na način, da praktično drugim generacijam spuščamo še prostor in vse vire. Evo, gremo malo naprej. Nahajamo se točno pod Viteško dvorano na delu, ko je prikazani so motivi Zemlje in tukaj vidimo boga Bakusa, praktično zraven, njega pa je en zelo zanimiv eksponat, v katerem je takole prikazan planet Zemlja.
Seveda zdaj vas bom prosil, da primete to zemljo, pa si zaželite eno tako lepo željo, ne, ki bi mogoče pomagala tej zemlji. Hvala. In zdaj v bistvu bomo dali tisti planet nazaj v tale okvirček, ampak na prav poseben način se mora nekaj zgoditi tukaj, kot bomo videli. Evo, takole, mislim, da smo blizu, še malo, če se ne motim. Evo ga, naša zemlja zdaj lebdi tukaj. Mogoče je to, kar je tukaj velja povedati, ponovadi zemljo povezamo z nekim uživaštvom, hedonizmom, kot je prikazano pri Bakusu, pa vendarle zemlja prinaša rodovitnost in tudi stabilnost. Pa tudi, če kopljemo v globino, najdemo veliko lepote. In to je tisti simbolni prikaz. Kot človek koplje noter sebi, najde tudi marsikaj dobrega. In zdaj pogledamo, kaj najdemo konkretno v globinah zemlje. Najdemo tukaj v teh koritih, ki so iz rimskih časov, lahko najdemo v bistvu zelo lepe kristale. Ali pa v bistvu tudi tukaj na Slovensko imamo kar precej lepe fosile. No, super. Moram vam zaupati, da to, kar je mene posebej fasciniralo pri ogledu Viteške dvorane, je bilo dejstvo na določenih delih. Frančišek Kaler Remb ni prikazal samo v bistvu antične motive po svojih poslikavah, ampak je na določenih delih dodal noter najbolj sodobne stroje, naprave svojega časa. Tako pa v bistvu bomo kasneje videli pri dveh bogovi, kateri sta to napravi. Ampak evo, jaz sem si upal tudi dati v bistvu dokaj sodobne naprave ali najbolj sodobne naprave povezane s proizvodnjo energije. In tukaj pred nami je v bistvu model, kot vidimo, model jedrske elektrarne. Naši obiskovalci spodbujamo k tem, naj premislijo, kateri elemente v bistvu uporablja ta jedrska elektrarna. Se pravi za svoje delovanje. In zdaj morajo se spomniti, uran kopljemo v zemlji, potem pa na nek način proizvajamo ogromno toplote s tem uranom, procesom cepitve, to je ogenj, vodo segrevamo in na koncu dobimo še paro. Lahko rečemo vsi 4 elementi. Takole, pravijo, da narava dela najlepše vzorce, da najlepše riše. To lahko vidimo na našem naslednjem eksponatu, če pridemo blizu zraven. Evo, gre se za prav posebno vrsto nihala, ki je vpeto na tem stojalu. Tukaj spodaj vidimo pesek in če je tole težko kroglo, malo v bistvu takole poženemo ter je spustimo, pa bomo videli, da riše prav lepe vzorce. Pred nami je še ena zelo znana fotografija v bistvu Zemlje. To je zadnja fotografija, ki jo človek naredil iz vesolja, ko je v bistvu šel na odpravo na Luno leta 1972, ena posadka je obrnila kamero in posnela je to znano fotografijo, ki se imenuje modra fernikula, fernikula modra ali blue marble. To, kar je posadka ugotovila, da pravzaprav mogoče smo hecno dali ime našem planetu Zemlja, kajti če ga gledaš iz vesolja, ko se oddališ od njega, je več kot 70% pokrito z vodo, z oceani in je videti modre barve. Zato je ime modra fernikula. Nahajamo se pri v bistvu naslednjem elementu, to je ogenj in vidimo tukaj Hefajsta, boga ognja, boga kovaštva, v svoji delavnici kot z dvema pomočnikoma v bistvu ustvarja eno od najmočnejših orožij v antiki, to je pa Zeusova strela, poglejte. Zelo je zanimiv ta Hefajst. Rojen je zelo grd. To grd, da se ga mater lastna Hera odrekla in ga je v bistvu nagnala z Olimpa, pravijo, da je padel 9 dni, padel je Oceanus, tam so ga našli mornari in 2 nimfi in ga naučili umetnosti, kovaštva in kljub svojim omejitvam začetnim je dosegel želeno veliko. Ustvarjajo tako lepe izdelke, da so ga na koncu bogovi poklicali nazaj v Olimp, dali mu delavnico in vidimo, da ta strela, ki je tukaj prikazana, da mi tukaj imamo tudi strelo, ki ustvarjamo in vidimo, da v roki imam eno sijalko, ki v bistvu takole seti, se pravi
ta energija, ne, te strele, v bistvu plazme, bolj rečeno, kar gre, v bistvu se širi nadaljavo. Mogoče sam še ena zelo velika zanimivost. Ta strela namreč predstavlja v bistvu ogenj. Strele lahko uničene, ampak tudi vemo, da v bistvu so se prve molekule sintetizirale v atmosferi s pomočjo strel in strela predstavlja hkrati razdejanje in ustvaritev nekaj novega, nekaj lepšega, nekaj novega in mogoče še nekaj. Strela predstavlja tudi našo voljo. Voljo človeka, da se odloči, kaj bo naredil z energijo, z ognjem, ki mu je dan. Ne? Da bi vam to boljše razložil, povezal z naravoslovjem, bom takoj dal en čudežen primer, to so vulkani. Večinoma, ko slišimo besedo vulkani, pomislimo, razdejanje, to je samo nekaj, kar je slabo. Ampak zanimiva je zgodba. Te vulkani, ko bruhajo v bistvu ogenj, ko bruhajo veliko vodne pare, plinov toplogrednih, vzdržujejo kompletno klimo na Zemlji. Zaradi vulkanske aktivnosti in toplogrednih plinov je pravzaprav idealna poprečna temperatura in se lahko razvije življenje na kopnem, ne, tudi mi. Okay? Se pravi, kar je za nas izključno razdejanje, naravi to ne obstaja, narava vsako zadevo v bistvu uporabi za nekaj. Ne? Tule pred nami pa vidimo prazen prostor, v katerem, mislimo, da je prazen, v katerem je vse polno enih delcev, majhnih, in ti delci so včasih ta energija, ki je prisotna, se lahko kondenzira, stisne, recimo, evo, zagotovo prepoznate v atom. Okay. Mogoče zanimivost, človeštvo se je naučilo uporabljati to energijo. Ko kurimo les, premog, nafto, plin, pravzaprav se gre za kemične reakcije, ki se dogajajo v tistih zunanjih špičkah, v elektronskih lupinicah. Ne? Še večjo energijo, milijonkrat večjo, smo se naučili uporabljati in nahaja se v jedru atom. Se pravi, ko cepimo tale atom, jaz bom zdaj umaknil prst in lahko boste videli simulacijo, se ogromno energije, milijonkrat večje energije sprosti kot v elektronih, v kemičnih reakcijah, ne, in to znamo uporabljati. Ne. Seveda, s tem pridobivamo toploto in potem pa električno energijo. Pred nami je v bistvu, še vedno smo pri elementu ognja in tukaj se nahaja v bistvu druga elektrarna po vrsti oziroma model parne turbine, kot je denimo v termoelektrarni v naši bližini. Ne. Plin spet pridobivamo iz zemlje, potem pa v bistvu ga kurimo, tukaj imamo element ognja, vodo segrevamo in naprej gre par, ne, na turbino. Evo, zanimivo, kako ti elementi sodelujo med seboj v teh napravah. Počasi se približujemo končnem delu predstavitve ognja. Evo, počasi se približujemo samem končnem delu predstavitve ognja in na prav poseben način poskušamo to, kar smo slišali, uporabiti v našem življenju. Torej, naučili smo se, da ogenj hkrati predstavlja tudi uničene, ampak po antični zgodbi o ptiču Feniksu, kot se spomnimo, Feniks je zgorel v pepelu, iz tega pepela, ki predstavlja končno stanje, ne, praktično je nastal spet novi ptič. In tukaj bomo naredili prav nekaj posebnega. Vam lahko zaupam, da jaz to počnem skoraj vsak dan med razstavo. Zamislil si bom eno svojo razvado, eno slabo lastnost, ki se hočem znebiti. In ja, seveda ne smete tega videti, ne, to je pač moja osebna zadeva, ampak jo bom predal ognju na način, da bom enostavno takole, ne, prežgal tale papirček s tisto slabo lastnostjo in res se želim znebiti in bom tole predal ognju. Upam, da mi bo pomagalo. Seveda lahko to naredite komot sami, ne. Takole, evo, zdaj bomo lahko nadaljevali. Nahajamo se pri naslednjem elementu voda, vidimo Pozedona, vidimo tudi to, kar sem prej omenil, da je Rem dodajal na te poslikave mitološke tudi določene sodobne izume iz svojega časa. Tukaj vidimo prav nenavadno vodno kolo, ki poganja pač tisto plovilo, na katerem se nahaja Pozedon.
Kot centralni eksponat tukaj je, pravzaprav si želim, da dobim moči Pozedona, da lahko upravljam z vodo, z njenimi lastnostmi. In tukaj bomo videli, da na prav nenavadnem vodnjaku marsikaj lahko počnem, tako kot naši obiskovalci. Spreminjam barvo vode, njene oblike. Prav zanimivo, ne? Videti, da je voda precej ukrivljena, zelo nenavadno. Wow, tale mavrica mi je prav všeč. Podobna spomina me na DNK vijačnico. Torej, naši obiskovalci lahko eksperimentirajo pri Pozedonu in poskušajo pridobiti njegovo moči kontrole nad vodo, kar zagotovo mislim, da bo zanimivo naslednjem obiskovalcu, ki je tam za nami. Tako, ko se jaz umaknem, evo, tukaj je en gumb vrtljivi in lahko delate čudežne vzorce s pomočjo te fontanice. Takole. Aha, nekaj sem vam pozabil povedati. To tudi lahko kasneje naredite. Tukaj še se ne vidi na tej poslikavi, malo zraven se nahaja eno mitološko bitje Kiklop, Polifem, kot ga je Rem narisal. In seveda naša razstava tudi lahko se spremenite v marsikatero bitje, recimo jaz se bom poskušal spremeniti v Kiklopa. Vzamem tole folijo, izberem si takole eno tablo visečo, folijo kar dam takole, da lahko usta prislonim, folija je čista. In zdaj je čirola čarola, prosim počakajte. Evo, zdaj vidite mene, zdaj pa vidite Kiklopa. Upam, da sem mu podoben. Ok, vi ocenite sami, lahko to sami naredite, ne? Takole, umazano folijo dam tukaj in gremo naprej. Aha, pozabil sem povedati, kako pravzaprav deluje tale naprava, ker rekli smo, da bomo povezovali umetnost in poslikave Rembove z fiziko. Tukaj vabim te luštne obiskovalce, ki so tukaj, ali vsaj enega, če želi, da vzame telefon v roko, takole, telefon s kamero, mogoče boš ti, pa sam, evo, imaš telefon? Odlično. Kar pridi, prosim, tukaj in opazuj tale del vodnega curka, opazuj v bistvu skozi kamero telefona. Evo. Mi bomo tukaj pripravili tudi in vas prosili, da tudi vi opazujete na tem delu, takole, če primete, da jaz tudi vidim, se pravi ta del curka. Jaz pa bom zdaj vklopil tole napravico in bom začel vodo premikati levo-desno, zelo hitro, z različno hitrostjo. Ali opazujete? Ali opazuješ? Ok. Evo, pa poglejmo, kaj se bo zgodilo z vodo. Vi mi sporočite, ko bo nekaj zelo nenavadnega. Zaenkrat je vse v redu. Voda pada tako, kot je treba, navzdol. Aha, zdaj, kaj se vidi? Ena taka vijačnica. Pa gre gor voda. Pa gre gor voda van. Ujoj, tukaj voda gre navzgor zdaj. To je pa res neverjetno. Se pravi, gre se za eno stroboskopsko tehniko, tako rečemo. Namreč ta telefon ne dela ves čas, ampak tudi on v bistvu zbira sliko 25, 30 ali 50 krat v sekundi enostavno, tako da v bistvu naše oči odpremo in zapremo na hitro 30 krat v sekundi. Tega seveda ne zmoremo, telefon to naredi in nastanejo prav posebni efekti, ki so seveda povezani glede na frekvenco, s katero voda tukaj vibrira, ne, se trese tudi z frekvenco, s katero zajema naš telefon, naša kamera zajema tole sliko. Evo. Tako da je to zelo, zelo zanimivo. To se čas gume nazaj vrtijo, ne? Tako. Helikopter stoji. Bravo, zato se na filmi vidi kak stroboskopski efekt. Evo ga. Hvala lepa. Prihajamo do tretje elektrarne, vezane na vodo, se pravi na element vode, seveda to je hidroelektrana, tukaj je ena lep prikaz hidroelektrane na reki Savi, spodnji Savi, zelo natančen. In naši obiskovalci spet spremljajo, kateri to elementi so potrebni za delovanje te hidroelektrane.
prihajamo zdaj na element zraka in glavno božanstvo Apolon nas vabi v bistvu, ki krati zaščitnik glasbe, umetnosti, nas vabi na njegovo glasbeno delavnico. Tako da prosim, pridite z menoj. Kar, pridite malo bliže, bomo spoznali en prav nenavaden inštrument, ki dela na... Kaj misliš, kaj je to? Ja, polenta. Se pravi, uporabimo polento in to polento takole posujemo po tej kovinski plošči, čim bolj enakomerno. Če mi bo uspelo, toliko boljše. Evo. Se pravi, malo tega posujemo, ni nujno, da prekrijemo vse, ampak evo, takole enakomerno. In zdaj vzamem, ne vem, če kdo med vami igra kakšno violino. Evo, vzamem lok. Zdaj pa jaz pokažem, pa vi poskušate, kaj bom naredil. Bom vzel v bistvu tisti lok in nička malo bom takole podrgnil po tej plošči. Nekaj se bo zgodilo na tej plošči in to bo zelo zanimivo opazovati. Mogoče tudi od bližje, malo. Evo, pa začnimo. Evo ga. Wow! Taka zvezda ali sonček. Mogoče je zanimivo, če si zapomni, sem drgnil tukaj proti koncu. Prav me zanima, kaj se bo zgodilo, če bom tokrat drgnil tukaj na sredini. Aha, dajte malo prst, prosim. A čutite, kaj se dogaja? Zelo močno še vedno vibrira. Če bi pustili to ploščo, bi kar še dobro 1 minuto tako vibrirala. Zdaj bom jaz spet v bistvu svojo roko takole prek tega loka oddal v bistvu delo, energijo tej plošči in povzročil, da ona začne vibrirati. In tokrat imam drugi vzorec. Evo, se pravi, odvisno od tega, kje pritisnem, s kolikšno močjo, tako. Kaj se podržuje? Mislim, fizikalno. Ja, fizikalno je zelo zanimivo. Gre se za to, da ta plošča, ko je požene, ko jo dam energijo, začne vibrirati, ampak se ona zvija, ljudje imamo napačno predstavo, ona se zvija zelo različne načine, odvisno od mesta, na katerem pritisnem. Opazil ste, da sem tukaj zdaj pritisnil na sredini in sploh ni teh delcev tukaj na tem delu. To pomeni, da je plošča, zaradi tega, ker sem dal na tem delu energijo, tukaj sem opravljal delo, da sem najbolj v bistvu da so se najbolj ravno tresli ti deli plošče, ne? In zaradi tega enostavno so prisilili tisto polento, da pride na tisti del, bi rekel, eno vrsto sedla, da pride v tisti del, ko se plošča najmanj trese, premika. In zdaj vidimo, da se tukaj so se delci najmanj premikali na stičišču teh ploskev in tukaj v sredini. Evo. Torej, plošča se zvija zelo prav neverjetno. Takole, na tem delu se zvija tako in pol pa delci zavzamejo tole obliko. Vola. Evo, izvoli, zdaj si ti na vrsti. Načeloma, mi bi morali starše vprašati, če se strinjate, če ne, pa ne bomo vas dali v tale film, ker delamo dokumentarni film. Če se strinjate, lahko je fant na, kak ti je ime? Žiga. Lahko je, če ne, pa nič hudega. Sam morate, prosim, please povete, zato da vemo z gospodom, ne? Evo. Evo. Dobro, hvala vam lepa, ja, ker je dejansko gospod to snema, da nam ostane dokument tak, razstave sam do torka, pol vse to razstavimo, a škoda, ne, lahko bi še več ljudi videlo, pa mogoče da ostane za kakšne. Evo ga. Žiga, takole, ni težko, ampak ti nekaj zaupam. Glej, zaupam ti to, da daš tukaj palec, pa še dodatno takole napneš tole in kar močno pritisneš. Evo, poskušaj sam, če ne ti bom jaz pomagal malo. Izvoli. Evo. Mogoče tako, na sredini pa počasi. Veš, počasi, močno pritisni. Aha. Odlično. Ja, Žiga je profič, ej. Ok, še enkrat. Hvala, Žiga je učenec CNA, vse si je zapomnil, ej. Bravo, evo ga X, lep je nastavil, ne, super.
tako eno liro. Tukaj imam eno antično liro, klasično, ne, ki je boš pogosto žiga videl na raznih risbah, ne. Ampak jaz bom igral na tiste strune, ki predstavljajo pravzaprav harfo, in to bom igral na zelo nenavaden način. Ne. Se pravi, bom vzel roko svojo in evo, izvoli. Tako, bravo. Okay, levo, desno, še premakni roko. Okay, mogoče malo počasneje, tako hitro ne more. Evo. Spod še. Evo, kar preizkušaj. Bravo! Oziroma dve infrardeči kameri, ki zaznavata dejansko lego prstov. In to se lepo vidi, da tam vsak moj prst je v bistvu predstavljen z eno pikico. Seveda, ne, če umaknem en prst, imam 4, 3, 2, 1 in tako naprej. In seveda, ne, zdaj v bistvu ta premik spremlja ta naprava kamera, posreduje računalniku in računalnik v bistvu premakne virtualno vsako struno, ko po prehodu tiste pikice čez struno v bistvu se sproži zvok. Evo. Seveda upošteva se hitrost premika, upošteva se tudi oddaljenost od tega, se pravi zvok ni enak, če sem bližje napravici ali više napravici. Evo. Evo. V redu? Zdaj smo v bistvu še vedno na elementu zraka, ne moremo mimo Teslovih večnih misli, zelo močnih, ki presegajo čas, prostor, v katerem živimo. Evo, prej smo se pogovarjali dol z gospod, da je praktično vse v energiji, frekvenci, vibraciji, tudi on je to potrdil, preko ste omenili. Meni osebno recimo zelo všeč tale ideja, ki govori o tem, da želja, ki me vodi vsemu, kar počne, je želja, da izkoristi sile narave v korist človeka. Torej Tesla kot drugi znanstveniki nas spodbujajo, da lahko imamo pravico uporabiti, spoznati naravo, se pravi spoznati, preučiti naravo, uporabiti te sile narave v svojo korist, ampak kot lepo piše, v korist. Kadarkoli to počnemo preintenzivno, predolgo, premočno, kot smo v preteklosti po prvi industrijski revoluciji, ne z fosilnimi gorivi, torej našli smo jih v zemlji, ne, oceanih nafto, očitno smo v bistvu naredili eno neharmonijo, ker smo s kurjenjem teh fosil povzročili še dodatno smo povečali naravni pojav tople grede in zdaj v bistvu imamo globalno segrevanje. Torej nekakor je zelo dobro vedno, ko vidiš, da ena zadeva ne gre v pravo smer, se malo ustaviti, prebrati, premisliti, pogovoriti se, sodelovati in se poglabljati. Predvsem to, kar nam manjka, da tista znanja, ko smo že odkrili, v bistvu uporabimo. Ogromno se učimo, ogromno zadev v bistvu kopičimo znanje, ampak malo tega spravimo v uporabo in to je v bistvu eno težav, nekih imam. Dobro, se nahajamo zdaj pri Apolonu, vidimo elementu zraka, spoznajmo zrak, kak reče včasih. Danes se počutim lahkega kot pero, ne? Tak, pero je sinonim za nekaj, kar pada, počasi, postopoma. Te dve peresi bomo spravili v gibanje, evo, na začetku zelo počasi, pol pa seveda lahko spreminjamo, raziskujemo, zdaj pa to gibanje takole kar hitro. Seveda, če delamo zadevo preintenzivno, pol pa pride do, pogledajte, iz prekinjenega gibanja, vidimo sam posamezne dele lege v bistvu gibanja tega telesa,
teh dveh teles in na koncu seveda imamo takole zelo hitro gibanje, ko se tele vršičke enostavno tako razlijajo. Gre se za zelo močno frekvenco tega elektromagneta, a v krogu, v tem okviru luči se prižigajo in ugašajo približno 100-krat v eni sekundi in nastanejo prav posebni vizualni efekti, se pravi, gre se spet za stroboskopsko tehniko, ne? Dobro, takole. Ker je družica v bistvu boga Apolona Eos, boginja jutranje zarje, ali pandam temu je v Rimu bila recimo Aurora, ne? Pa tudi v slovenskem jeziku imamo zarjo, ne? Na nek način. Smo tukaj pri elementu svetlobe in tukaj vidimo dejansko še zadnjo četrto elektrarno, ki smo se načeli uporabljati, torej pridobivanje električne energije s pomočjo sončnih elektran. Tukaj vidimo en lep sončni panel, ki je dan na tale okvir, zadaj so motorčki, čutila in v bistvu zaradi večjega izkoristka, izboljšave v bistvu boljšega izkoristka se tale v bistvu sončni panel obrača, če bi ga dali zunaj, ko je sonce, se obrača proti soncu, podobno kot sončnica, ne? Evo. Še vedno smo pri naši Aurori, naši Zarji, naši Eos in tukaj bomo naredili en prav lušen posnetek. Pa bi jaz prosil spet kakšnega obiskovalca, mogoče Žigata spet, da pride Žiga, kar takole si nasloni na tole belo podlago, obrne se k meni, jaz pa bom v bistvu poskušal narediti Auroro ali si okrog tvoje glave, tako kot je Remb narisal v bistvu pri Apolonu narisal Maurico, jaz bom poskušal tisto Maurico narediti takole. Wow! Žiga, to pa je res carsko, boš videl, kako je fajn. Takega posnetka pa še nimaš. Še več bom poskušal zdaj to Maurico malo spustiti, da vidimo. Evo, zdaj na tvojem licu Maurica boš navdušen, ko se boš videl kasneje. Evo, torej hvala EOS za ta lep, čudežen posnetek. Pomaga nam seveda Žiga takole, da mi uporabimo staro dobro fiziko. Tukaj so take prizme steklene in seveda, ko tale svetlobni snop ozki gre skozi tiste svetlobne prizme, se svetloba v bistvu razdeli na tiste maurične barve, ne? Evo, takole. Torej, prižgal sem tale ventilator. Kaj piha, meni je že vroče, tebi tudi vidim. Ampak imam zate en izziv. Kaj se bo zgodilo, ko boš dal tale balon na tale ventilator? Imaš kako idejo? Dvignil se bo, a ga bo ati lovil ali bo šlo tam na... Kam bo? No, pogledamo. Evo, izvoli. Wow! To je pa res čudno. Jaz bi pričakoval, da to bo odletelo stran, saj tukaj ga tale zrak kar potiska, ne? Lahko jaz dodam še svojega? No, pogleda, če nama bo uspelo Žiga, da sva oba v zraku. Pa sva. Wow, opa. Ok, dajmo še tega nazaj. Odlično. Bravo, evo ga. Ja, prav zanimiva fizika. Se pravi, kjerkoli piha močno zrak, tukaj piha v enem snopu, pravzaprav ta ventilator kaj dela? Te molekule zraka na nek način kar nažene stran in tukaj je manjša gostota zraka in s tem je manjši v bistvu tlak, ne? Zaradi tega v bistvu okolišni zrak, okolišne molekule kar rinejo vseh straneh, hočejo potisniti tale balon proti prostoru, ko je manjši atmosferski tlak, tukaj noter, ne? In ga ne pustijo ven. In on je v bistvu prisiljen, ker tele molekule zraka vseh straneh enakomerno tiščijo na tale balon, a manjši tlak je v tem sredini, ne v tem zračnem. Evo. Takole. Ko vso vodo na zemlji spraviš vse oceane, vsa morja, vidiš, videti, da zemlja ni več modra, zato ker smo vso vodo vzeli in dali smo na to žogico, pa te vode zares malo. Mogoče zdaj še bolj čutimo, koliko je v bistvu naš planet ranljiv, kajti en od glavnih problemov današnjice je, da ne vemo, kam bomo z odpadki. Energije še imamo na voljo, ampak ne vemo, kako v bistvu ravnati natančno. Redki odpadki so shranjeni zelo natančno.
Mogoče najbolj skrajni odpadki vse so jedrski odpadki, z njimi ne pridemo v stik. Vsi ostali odpadki, kadmi iz baterij, iz starih naprav, steklo, plastika, teflon, vse to v bistvu se nahaja v biosferi, v vodi, zemlji in prihaja v stik z nami. Tole je celotna količina zraka, v bistvu, ki je v naši atmosferi, ko ga stisnemo, spet pri tlaku zračnem en bar, ne, pa vidimo, da tudi zraka ni veliko. Zdaj pa res čutimo, da to lahko onesnažimo zelo hitro, če smo nepazljivi. Ne. Evo, super, to je to, toliko o zraku in zdaj sta v bistvu na samem koncu nam je ostalo, da zaključimo, da združimo te 4 elementi. Oni so pokazali, da znajo sodelovati, v napravah, ki smo ljudje naredili, sodelujo, ampak dobro bi bilo, da začnejo sodelovati zares tudi v naših glavah. Pa zaradi tega poglejmo tole lepoto, ki je tukaj. Naredil sem en kaleidoskop, imenuje se kaleidoskop 4 elementov in če kdo pokuka noter, evo, najprej žiga, pol pa mogoče kamera, potem pa boste videli tole. Takole. Tole smo se hudo radi, ko smo bili, ko sem jaz bil majhen, to je bila glavna igrača tekale, ko smo jih obračali, to je bilo, tako, če si to dobil, si bil ta boljši. Zadnji eksponat in imenuje se spet nihalo kaosa in reda, se pravi, kaos je eno skrajno neurejeno stanje, a harmonija je nekaj, čemu pravzaprav vsi hrepenimo v naših življenjih, vendar je zelo zanimiva zgodba. Za konec moram povedati, kaj sem se jaz naučil. V naravi, če opazujemo vse te vulkane, vulkani mirujejo, pol je izbruh, se pravi, imaš najprej neko harmonijo, pol pride do izbruha, pol je neki kaos. Imaš mirna tla, harmonija, pol pride potres. V naravi 4 elementi ves čas se v bistvu spreminjajo, reciklirajo, pretakajo, gibljajo, nikoli zadeva ni v mirovanju, da boš ustavil čas in rekel, evo ga, tole je tisto, kar se želim, to je dobro. Kljub temu narava nas lahko nauči, da kljub te spremembe, ki so včasih zelo hude, kot se dogaja v naših življenjih, naravo, če pustiš, življenje se razvije. Biodiverziteta narašča, število vrst se širijo. In narava je edina, ki zna v bistvu pospraviti vse seboj, mislim odpadke, jih zna reciklirati, uporabiti naprej in tukaj se moram naučiti veliko od narave. Kljub temu, da se v naši življenji tudi dogaja spremembe. In to bom pokazal takole, da bom zdaj prišel noter v tale okvir. Vi boste edino opazovali z te strani se edino bo videlo to, kar hočem kazati. Vse tele v bistvu kroglice, teh 15 krogel bom takole na nihalo najprej ustavil, potem mi bom mička mal takole zaguncal proti sebi, vi pa opazujte, kaj se dogaja. Zdaj pa imate eno lepo harmonijo. Zdaj pa imate en lep kaos. Vsaka krogla dela svoje. Ampak, če smo potrpežljivi, spet je zdaj harmonija. Pa spet je kaos. In tako se zadeve izmenjuje.